Dragi prijatelji narave, dober dan. Rotarijci imamo navado, da svoje srečanja začenjamo z zvoncem. Ampak naš rotarijski zvonec je že na počitnicah. Zato bo našo današnjo prireditev pričel Le Carillon de Vendôme, vondomski zvon, ki bo zazvenel iz Anejinega saksofona. Na to pa k besedi vabim predsednico Rotary kluba Domžale, gospo Viktorijo, da nam spregovori nekaj besed. Aneja in Viktorija, izvolita. Dragi prijatelji, nagovorila vas bom tako, kot vas je nagovorila Helena. Zakaj prijatelji? Zato, ker se imamo vsi radi. Ker smo prijatelji koga? Prijatelji narave. In dovolite mi vsi skupaj, da vas najprej v imenu našega Rotary kluba lepo pozdravim. Dobrodošli v knjižnici Domžale. Zakaj smo se danes zbrali? Zakaj ravno na današnji dan? Otroci, kdo ve? Kakšen dan je danes? Dan zemlje. Tako je. Dan zemlje. Veliko vas je dvignilo roko. Torej vsi veste. In zakaj zemlja? Kaj moramo narediti z zemljo? Jo očistiti. In kaj vam je naročil Miklavž? Da narišemo slike. Tako. In vi ste njegovo povabilo vzeli zelo, zelo resno. In Miklavž je dal nam, Rotary klubu, nalogo, da to povemo celemu svetu. Da povemo, da otroci v upravni enoti Domžale skrbijo za naravo. In otroci, iz česa se je porodila ta ideja? Kaj mislite? Iz preproste plastične steklenice, iz katere smo imeli navado piti vodo. A vi tudi pijete iz plastike vodo? In kaj bo treba narediti? Reči bo treba adijo plastenka in dober dan steklenka. To je gibanje, ki je vzniknilo v Rotary organizaciji, in to slovenski Rotary organizaciji. Želimo si skupaj z vašimi slikcami, ki podobno temo obravnavajo, da plastenke izginejo iz našega življenja, da vzamete kozarec in si natočite vodo iz pipe. Pri nas imamo vodo odlično in zato, otroci, delajte tako, čuvajte naravo tako, kot ste narisali te prečudovite slike. In danes uživajmo v tem, kar ste nam vi sami pripravili in kar smo za vas pripravili mi, ki smo vaši prijatelji iz Rotary kluba Domžale. Ja, res domačo nalogo Miklavža ste, dragi otroci, odlično opravili. Na naš naslov je prispelo kar 36 risbic. Vse so razstavljene tukaj, okrog nas. Zdaj pa k besedi vabim idejno vodjo tega projekta, gospo Martino,
da nam nekoliko več pove o natečaju Prijatelji narave. Martina, izvolim. Dober dan, še z moje strani. Res mi je v veselje na takle način začeti oziroma praznovati Dan Zemlje. V družbi ljudi, v družbi otrok, ki razmišljate o tem, kako lahko vsak izmed nas prispeva. Da bo naša zemlja lepa, zdrava, čista, tudi za tiste, ki pridejo za nami, ne samo za nas, a ne? In iz tega razloga, glede na to, tako kot je že Viktorija povedala, da se v Rotaryju kar precej pogovarjamo, pa tudi v bistvu po majhnih korakih poskušamo spremeniti naše navade. Se pravi, da opustimo plastenke, da gremo po kozarec vode, da vzamemo steklenico. In iz tega razloga nam je takrat v decembru, ko smo se pripravljali na srečanje s Svetim Miklavžem, smo razmišljali, kako pa pravzaprav še vas povezati v to, da boste aktivno sodelovali. In v resnici je bilo to več kot odlično sodelovanje. Tako da smo izmed teh risbic v eni taki lepi zasedbi 3 Rotary članov iz Domžalskega kluba, Helena, pa jaz, pa z nami je bil tudi naš akademski slikar, umetnik, pregledovali vse te čudovite stvaritve. Povem vam, da je bilo težko izmed njih izbrati tiste, ki so še posebej lepe, ker je vsaka po svoje krasna. Vsaka po svoje ima sporočilo. Sem prijatelj narave, sem prijateljica narave in želim v tem duhu tudi ukrepati. Pa vendar, mi smo vseeno potem naredili en tak manjši izbor in 10 risbicam iz takih ali drugačnih razlogov pripisali eno posebno težo. In te risbice so na moji desni, vse risbice pa so pač z nami tukaj v tem prostoru. Tako da še enkrat hvala lepa za to, da ste se zdaj odzvali in se lepo priporočamo, da v takem duhu, se pravi, da postanete oziroma ostanete prijatelji narave tudi naprej. Na teh risbicah je stroga strokovna komisija našla vrtičke in ptičke, čebelce in skodelce, hiške in miške, pa tudi kolesa in vseh vrst druga čudesa. Juhej, je od veselja zavriskala komisija. Zdajle pa bomo, skriti pod židano marelo, se odpravili pod goro in kdo ve, morda na poti že srečamo kakšno pridno grabljico. Zdaj pa Juhej si zapoj. Kar na oder, kar korajžno, na oder po stopnicah.
zapoj, juhej, da našel srce pod svoj. Juhej si zapoj, juhej za noci vedno seboj. Rado, če si bil zelen, le da si v srcu pošten. Juhej si zapoj, juhej, nosi seboj. Rado, če si bil zelen, le da si v srcu pošten. Juhej si zapoj, juhej, nosi seboj. Juhej si zapoj, juhej, našel srce bo svoj. Juhej si zapoj, ljubezen nosi vedno seboj. Rado, če si bil zelen, le da si v srcu pošten. Juhej si zapoj, juhej, nosi seboj. Juhej! Zdaj nam bo pa Vid zapel še eno znano in najbrž nimaš nič proti, Vid, če pritegnemo, če bomo znali besedilo. Kaj? Pusti tisočni in tisoč noči, ki jih nič, če sploh ne vidiš, da so vdali. Zemlji je en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga, nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj ne upanje zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Tukaj še Aleks. Zdaj bomo pa grabljico iskali, kaj ne? Ko mi ugasne se danica, tako sindrosa šprica, lepe ravne so redi, koš nasploh problemini, celi moker sem močvica, prav bi prišla mi grabljica, grabelj bi se rad znebil. Eno bom dobil, pa sem se v Šentur odpravil, cajten gih oglas objavil, kjera grablja fajn vrti, dej par men takoj dobi, pa se ena je prijavila, me takoj ob živce spravila, sem geštelj pogledujen. Pa sem bil pečen, je grabla, 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 na konci pa zagrabla, sva stočila seno, je kak je luščen bilo, je grabla, 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 na konci pa zagrabla, zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica, zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica. In še Nastja, pod goro, a ne, pa se tudi čudne reči dogajajo.
Prišla je miška iz mišnice, vzela je pšeničko z pšeničnice, pšeničko pod goro, pod to goro zeleno. Prišla je mačka iz mačnice, vzela je miško iz mišnice, pšeničko, mačka, miška pod goro, pod to goro zeleno. Prišla je lisica z lisičnice, vzela je mačko iz mačnice, pšeničko, mačka, miška, lisica, mačko pod goro, pod to goro zeleno. Prišel je volk iz volšnice, vzel je to lisico z lisičnice, pšeničko, mačka, miška, lisica, mačko, volk, lisico pod goro, pod to goro zeleno. Prišel je medved z medvednice, vzel je tega volka iz volšnice, pšeničko, mačka, miška, lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka pod goro, pod to goro zeleno. Prišel je lev iz levšnice, vzel je tega medveda z medvednice, pšeničko, mačka, miška, lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka, lev, medveda pod goro, pod to goro zeleno. Prišel je lovec z lovšnice, vzel je tega leva iz levšnice, pšeničko, mačka, miška, lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka, lev, medveda, lovec leva pod goro, pod to goro zeleno. Prišla je smrt z mrtvašnice, vzela tega lovca iz lovšnice, pšeničko, mačka, miška, lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka, lev, medveda, lovec leva, smrt pa lovca pod goro, pod to goro zeleno. Kakšen spomin mora imeti človek, da si tole pesem zapomni. Bravo. Zdaj pa še enkrat vabim k sebi Martino in Viktorijo. In čas je, da razglasimo nagrajence natečaja in podelimo tudi nagrade. Kot sem že prej omenila, je imela komisija zelo težko delo, ker je vsaka risbica enkratna. Vsaka ima tisto dobro sporočilo, da smo prijatelji narave, a ne? Pa vendar, 10 risbic smo izbrali, ker so imele posebne reči, posebne barve, posebno sporočilo, poseben trud, tako pri mlajših kot pri mal večjih vas otrocih. Pa bi jaz kar povabila po enega in po enega, da se nama pridruži tukaj na odru, da prevzame nagrado in da za konec naredimo eno tako simpatično slikco za spomin. In sicer nagrajenci so Nina Krulik, če se nam pridruži. Se pravi, bo Marta prevzela v njenem imenu darilo. Peter Pirnat, a je z nami? Naslednja Elizabeta Pirnat. Čestitam. Potem Alex Urh. Bravica. Nastja Poslek. Ta glavni spomin. Potem naj se pridruži Alex Cvrle Matej. Meni pridi. Nagrada.
Potem Lara Brajdič. Potem naj se pridruži Aneja Pahulje. Potem vabimo na oder Mark Cverle Matej. In pa še Anel Pahulje. Ampak tako kot jim rekla Martina, vsi ste zmagovalci. Pa en velik aplavz za vse. Je že tako, da se vsako prireditev spodobi zaključiti s kakšnim okrepčilom. Ampak v knjižnici se ne spodobi jesti in piti. Zato si bomo mafine z nasmehom v očeh privoščili v pesmih, ki nam jih bodo zapele in zaigrale Nina, Ana in Elizabeta. Nato pa prav vse, ki še niste utegnili, vabim k ogledu vseh razstavljenih risbic in vam želim prijetno nadaljevanje popoldneva in seveda tudi lep vikend. Nina najprej. Nina. Lepa si kot slika, vsak bi te imel. Hvala Bogu, da sem se druge prehitel. Ne bi te delil rad, ma niti en objem. Jaz te bom ukradel, ma jaz sem daljnogled. Najbrž ti je jasno, jasno je že vsem, da boš moja žena, jaz te bom ubil. Rojena zame, pozabi druge, pozabi, kar te je mama učila. Pozabi fotra, dovolj si stara, da bova kršila nočna pravila. Rojena zame, pozabi druge, pozabi, kar te je mama učila. Jaz sem za tebe, ti si za mene, da bova kršila nočna pravila. Na, 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 na. Nimava problemov, nimava skrbi, mlačna sva ljubezni, nikdar ni dovolj. Rojena zame, pozabi druge, pozabi, kar te je mama učila. Pozabi fotra, dovolj si stara, da bova kršila nočna pravila. Rojena zame, pozabi druge, pozabi, kar te je mama učila. Jaz sem za tebe, ti si za mene, da bova kršila nočna pravila. Nocujna poseben ta večer, naj zbliža nas nasmeh in mir. Otroškim željam odprimo pot, za njih nikoli ni preveč dobrot. Nocuj naj, nihče ne bo sam, drug drugemu ponudimo zdaj dlan. Ljubezen v nas naj prebudi tisto, kar globoko v naše spi. Naj zvezde zažarijo, nebo nad nami osvetlijo. Naj sreča v srcih se zbudi, iskrico v očih, otroški predputih.
Presenečenje imajo gospe tamle zadaj, tako da ob odhodu se le sprehodite mimo njih. Hvala lepa vsem še enkrat, tako za obisk, kot za sodelovanje na tem natečaju in seveda za te prečudovite glasbene točke. Pa slikce pošteno pogledajte, zdaj je pa razstava odprta.